Zanimiv primer ene deklice, stara je 3 leta, mamica je delala lani e-šolo homeopatije z nami, tako da nekaj malega o tem tudi kar ve, kako bi se moralo stvari dogajati in tako naprej. In mi je pisala en večer, veste, ne rad dobivam tovrstne maile zvečer, saj veste zakaj, ampak takole je bilo, pa smo se odzvali. Ker je njena hči po noči začela sočno kašljati, se pravi en večer oziroma eno noč prej, je po noči začela kar fejst kašljati, sočno, piše, da je pomagal zelo svež zrak, precej je tudi škrtala z zobmi. Danes tekom dneva se je začela počasi naraščati vročina, ki je prišla do 39,2, bila kar razpoložena, sicer je nekaj pojedla in popila, ni mala vročega, bolj mlačno. Ni marala nobenega sadja, ki ga sicer rada je. Tole smo imeli napisano. In potem zvečer, ko je malo preden je mama tole napisala, pa prav, da jo boli celo telo, v ustih kaže, da jo boli nebo, ni opaziti kakšnih aft ali česa podobnega, bolečina med požiranjem niso hujše. Sedaj zvečer ji pašejo mrzle pijače, pije precej dosti, večkrat po malem. Desno lice je kar pordelo, bolj kot levo, v nosu je nekaj prozornega smrklja in ušesa ne bolijo, veliko pa se izpahuje. Prva reč, ki jo imamo, to je en tak, recimo temu, malo sem ga zgostil, ta opis, da nisem še vseh stvari pisal, ampak tu imamo tisti nek prvi malo bolj širok opis, kaj se dogaja. In tako, to je vedno so te stopnje, pa točke, kako se polotevamo primere. Najprej čim več o tem povemo, opazimo, naredimo pregled, pregledamo mentalno-emocionalno stanje, ki je glavna težava, kakšne so simptomi, kakšna je prebava, potenje, vročina, vzorci, vse pogledamo, opišemo. Potem drugi korak pa je, da iz teh simptomov izberemo tiste, ki so za nas homeopate zanimivi, povedni oziroma uporabni. Katere so v tem zgodbi homeopatsko uporabni simptomi? Dajmo mi to podčrtati. Da malo ponovimo, kateri so homeopatsko uporabni simptomi. To so tisti simptomi, ki so izraziti, o katerih se da nekaj povedati, se pravi, imajo modalitete, ki so intenzivni, ki so nenavadni, ki jih ne pričakujemo v takšnih in drugačnih stvarih in ki so čim bolj splošne narave. Se pravi, da niso vezani samo na en del telesa, recimo bolečina v desnem gležnju, ampak so povezani s celim organizmom. Se pravi, mentalno-emocionalno stanje, vročina, potenje, žeja, take stvari so tiste, ki opazimo spremembe iz običajnega stanja. Evo, Jasmina je zelo hitro najdla, da je najbolj tukaj le en tak uporaben simptom je, da je desno lice bolj pordelo kot levo. To je nenavadno. Je tako. Spahovanje imamo, škrtanje z zobmi, se strinjam, paše zunanji zrak, imamo modaliteta kašlja. Imamo produktiven kašelj, prva modaliteta, ni suh, je produktiven, drugo, da je boljši na hladnem zraku. Kaj imamo še od splošne simptomatike, kar bi tudi ven potegnali iz tega? Pašejo mrzle pijače, absolutno, dajte. Ja. Nenavadno je, da ima človek vročino, kašelj in tako naprej in pašejo mrzle pijače. Je to simptom, ki se ga velja potegniti. Bolečine med požiranjem niso hujše. Veste, mičkeno s temle nisem se toliko ukvarjal. Zakaj? Otrok 3 leta kaže, da jo boli nebo. To boste, se pravi, boli nekje od nosa do grla, če otrok pove nekaj, da ga tukaj boli. In nimamo kakšnih uporabnih, bolj natančnih opisov tega, kaj jo boli, kako jo boli, kam se bolečina širi, to ne bomo zvedeli od 3-letnika. In očitno pa, med požirjanjem ni hujše in to je v redu. Kaj dosti se jaz nisem opiral na tole reč, ker ne vemo kaj dosti o tem. Glejte, kaj sem jaz podčrtal. Svež zrak smo rekli, škrtanje zobmi smo rekli, počasi je začela naraščati vročina. To je tudi eden od uporabnih simptomov. Imamo vročina žeg, naraste v 2 urah, to je akonitum pa beladona scena, se spomnite? In imamo vročino, ki počasi narašča. Kaj smo še pozabili?
povedati? Ni marala nobenega sadja, ki ga sicer rada je. Ne? Če smo rekli, da je nekaj jedla, nekaj je popila, ampak kategorično nobenega sadja, je to nekaj, kar je nam zelo zanimivo. To je splošen simptom apetit, zato ga to, kaj mara kdo, kaj ne mara, česa ne mara, s tem se kar precej ukvarjamo homeopatiji, ker je to zelo ureden simptom. Če je nekdo skozi maral sadja, pa je pa zbolel in konc s sadjem, je to nekaj, kar moramo opaziti in podčrtati. Pašejo mrzle pijače, smo rekli, paše večkrat po malem, imamo žeje, ko paše veliko naenkrat, imamo žeje, ko paše velikokrat, imamo paše malkrat po veliko in paše malkrat po malo. To so vse te 4 variante, ki jih je dobro opaziti, ker vsaka nekaj pomeni ti v neko smer kaže, kjero zdravilo rabiš, in spahovanje, to je tudi nekaj, kar je neobičajno morda. In tukaj smo potem vse tele, kar smo jih podčrtali, pa ven izbrali, dali v tole repertorizacijo, v tale moj program. To je ena taka reč, ki jo jaz tudi nisem čisto dobro kar na pamet vedel, kaj bi dal, in sem rekel, dajmo se pogrobiti in razmišljati. In smo vse tele simptome, ki smo jih napisali, v repertoriju poiskali in jih dali v program. In kot ponavadi, prvo zdravilo, ki nam pride v repertorizaciji na prvo mesto, je sulfur, žveplo, zdravilo, ki ga lahko damo vedno, skoraj, ampak zelo redko je tisto, da pa bo tisto ta pravo. Tukaj nimamo nobeden od teh simptomov, ni nek tak, ki bi nam sulfur potrdil. Vidite, tudi gradacija ni noben od teh simptomov, ni tako, ki bi bilo zelo močno zastopan pri temu zdravilu. Noben od teh simptomov ni ključni simptom tega zdravila. Za sulfur rabimo kar kaj, rabimo nekaj smradu, rabimo vročino z žarečim obrazom, rabimo odkrivanje, rabimo vroče noge, rabimo kakšne driske, rabimo potenje, rabimo tako veliko enih stvari, kjer nič od tega nimamo v tem primeru. Ker je pa sulfur seveda zdravilo, ki ima največ simptomov, sploh v celi materiji mediki, je vedno, ko boš simptomov dajal v repertorizacijo, bolj bo ta zdravilo pokrilo čim več teh stvari, bo šlo na prvo mesto. Tako da sulfur tukaj odpade. Na drugem mestu prišla pulsatila. Kdo od vas mi ve povedati, zakaj mi pulsatila ni bila všeč kot izbira? Prej smo jo ponavljali. Ima kdo idejo? Je ena stvar, ki jo malo kontraindicira. Dajmo še enkrat prebrati. Ne potrebuje veliko pozornosti, pravi Jasmina. Ja, ampak o tem nič ne veva. O tem nič ni mamica pisala, tudi nisva bila zelo intenzivno v navezi, da bi jo lahko vse natančno izprašal, ampak imamo eno drugo reč, ki jo kontraindicira zelo jasno. Evo, pišejo že ostali naši prisotni. Ja, Mirjana in Sara imata prav. Žejna. Se spomnite prej, pulsatile niso žejne. Kaj imamo tukaj? Pašejo mrzle pijače, pije dosti, velikokrat po malem. Tako, to je to. Irena pravi, izcedek ni rumen, to je sicer ideja, ampak v izcedku tudi nič ne vemo, ker jo nismo natančno sprašvali. Ampak, ko imamo eno tako nežejno sceno, pulsatilo damo na stran. Antimonium tartaricum, a ga vidite? Prej smo se o njim pogovarjali. Tisto hudi, izpektizmu veliko, mukusa, to so tisti, ki bi skoraj morali jeti že v bolnico, ker imajo tak hud bronhitis ali pa že celo pljučnico. In dušeč kašelj in bruhanje ob kašlju in se tako naprej. Tukaj nimamo take situacije. Tako da antimonium tartaricum ni še primeren. Brionija, pogledajte, kar precej stvari pokriva, ima mnogo simptomov v 3. stopnji, tako da bi kar pasala, kaj nam pri brioniji pa ni čisto všeč. Se spomnite, zdaj točno to, kar smo se prej učili, pride v poštev. Premikanje boli, a imamo kaj o premikanju in o bolečinah? Nič nimamo, ampak morda je mama niti še ni opisala, ampak je ena stvar, ki nas bolj bega kot tole boleč, kašelj in tako naprej. Ena reč, prvi stavek smo ga rekli o brioniji.
Evo, Mirjana je že moja alter pamet. Super. Postopen razvoj bolezni. Brionija stanja se razvijajo običajno nekaj časa. In ne bo kar takoj prišlo do sočnega kašlja po noči, praktično iz nič, ki se bo razvil tekom noči in potem bomo imeli že takoj vročino in to. Brionija scena se razvija nekaj dni. To je ena reč, postopen razvoj, in še ena reč nam ni všeč. Zakaj brionija? Najbrž ne bo ta pravo zdravilo tukaj. Sem ga že omenil, pravzaprav to reč, ki sem vam razlagal o postopnem razvoju bolezni. Kaj smo rekli, da imamo poslabšanje ob 21, ja, ampak nič ne vemo o tej uri, Mirjana, nič nam niso napisali, bi se mogli s mamo slišati, pa bi mogoče ugotovili, da je bilo okej, ampak če je bila po noči sočen kašelj, ki je pasal odprto okno, to po moje ni bilo samo ob 21, ampak celo noč. Še nekaj bi bilo. Kakšen pa je tipičen brionija kašelj? Prej smo že rekli, boleč, pa še nekaj. Zbadajoč, zelo dober odgovor, je naporen in običajno je suh. Saj začne se, veste, postopen razvoj, začne se s suhim kašljem, draži plevra, draži bronhi, draži začne se s suhim, zbadajočim, zoprnim kašljem in preden postane brionija kašelj produktiven, mine zagotovo nekaj. Tukaj imamo iz prve produktiven kašelj boljši na hladnem. Ok, brionija ven. Nux vomica je naslednji predlog našega programa. Podobno bi rekel, kot morda pri sulforju. Nux vomica bi rabili še kaj več, da bi o tem lahko povedali. Neke simptome prebavili. Tukaj imamo samo tole spahovanje, vidite, tukaj je tudi v tej rubriki spahovanje med vročino je tudi prisoten, ampak je samo to, nič kaj nimamo kakšnih krčev, drisk, zaprtja, karkoli napihnjenosti, neki prebavili, gastritis, boli trebušček, gor se dviguje, spahuje bruha, karkoli. Nekaj tazga imamo radi pri nux vomici. Smo rekli, otroci zelo hitro razvijajo klinično sliko, mentalno-emocionalne, se pravi, bi mogli imeti pri nux vomici enega otroka, ki je izredno siten, izredno agresiven, izredno zoprn, malo podoben tak, kot bi mogel biti brionija pacient, nič nimamo o tem, kaj je napisan, tako da nux vomica tudi ni zelo znano zdravilo, kot da je to zdravilo za sočne kašlje, ki so boljši na hladnem, običajno so te bolj zmrzljivi, sicer v tej rubriki ga imamo, ker v določenih primerih se to lahko zgodi, ampak je to zelo netipično. Nux vomica nam ni všeč. Antimonium crudum, na nek način podoben antimonium tartaricum, od tega zdravila vi še ne poznate, je pa tudi primeren zdravilo tudi za take in drugačne infekte, ampak značilno za otroke, ki zbolijo z infektom, ki rabi antimonium crudum, je, da so izredno razdražljivi, da jih ne smeš niti pogledati. Jih pogledaš, je vse narobe. Tako da tukaj bi mama o tem nekaj pisala, da je zelo sitna tale punca in da jo niti pogledati ne smeš, je že vse narobe in samo dretje in kričanje. Tako da tukaj tega nimamo, odpade to, kaj nam pri arzenu ni všeč. To je naslednji Arsenicum album, naslednji predlog našega programa. Kaj je pa tukaj? Tisto, kar nam ni všeč. A se spomnite prejšnjega predavanja, kaj smo se učili za Arsenicum album? Zunanji zrak paše za kašelj ali ne, če je hladno. Ja, seveda. To je pa Arsenicum album poslabša zmrzel zrak kašelj, tako da tukaj nam ga prečrta prav ta simptom. Tako, potem imamo akonitum. Kaj nam ni všeč pri akonitumu? Kako je pri akonitumu pa hladnem zrakom zunaj? Smo rekli, akonitum zboli zaradi tega, ker se je premrazil in mraz vse stvari poslabša. Ista reč. Akonitum scena bi bila seveda tudi druga, zelo hitro bi se razvila in bi bil tudi najbrž suh kašelj najprej in boljš bi bilo noter na toplem. Če bi odprl okno, bi bilo vse skupaj slabš. Tako, akonitum odpade. A smo že malo utrujeni?
naporna ta homeopatija. Skratka, 10 najboljših predlogov našega homeopatskega programa ni v redu. Zato gremo naprej. Likopodium. Likopodium. Kaj pa, a kdo ve, zakaj pa likopodium nam ni všeč? Spet je ena reč, ki ga mal zantidotira. Vam bom mal pomagal. Kaj pa še ljudem, ki rabijo likopodium? Tople pijače ali hladne? Tople. Če imamo željo po hladnih pijačah, nam to likopodium praktično izključi. Beladona, naslednja predlog našega programa. Beladona ne bi rabili skoraj mentalno-emocionalno sliko, ki jo nimamo, in rabili bi kakšno reč, s katerim lahko potrdimo. Ni nam čisto všeč pri beladoni, da je prav počasi naraščala ta vročina, in jaz sem mamo vprašal, beladona, ni žeje? Točno tako, super, Jasmina, tukaj pa imamo žejo, in tudi mamo sem vprašal, ima ta otrok v temle trenutku, ki je mrzle noge, pa je rekla, ne, zdaj ima vroče, ko se je ogrel in ko ima vročino. Tako da beladona odpade. Fosfor, zakaj fosfor odpade? To ne bo težko danes pogruntati. Tukaj imamo, kaj že imamo? Kašelj je sočen in pomaga zunanji svež zrak. Fosfor je pa ravno obratno, fosfor odpade. Ignacija bi bil zanimiv in mogoče malo za razmisliti, za predpis. Do zdaj bi mi bil Ignacija najbolj všeč zaradi česa. Kaj mislite? En ključen simptom Ignacije imamo, prsoten. A ve kdo, kjer? Ni težko, računalnik nam ga pokaže, to je tisti, ki ima številko 3. Dobro razpoložena. Da, Ignacije so običajno tako malce zadržane, tisto tipično mentalno-emocionalne, pa tudi lahko kar jokave, otožne in tako naprej. Smo rekli, Ignacija je eno zdravilo za žalovanje. Če bi se temu otroku kaj takega zgodilo, da bi bilo stresnega in zoprnega, bi potem malo pobaral, a se je kaj takega zgodilo, si bila kaj žalostna, se je kakšna deklica do tebe grdo obnašala v vrtcu, ali pa te je kdo kaj drugače užalil in tako naprej. Zavrača sadje, piše Karin. Ja, sadje je. Ignacija je zanimivo zdravilo in bi ga bilo malo za preveriti še naprej s kakšnimi drugimi simptomi, če ne bi dobili boljše ideje. Ampak jaz sem dobil boljšo idejo pri tuberkulinumu. Veste? To je pa na katerem 15. mestu naše repertorizacije. Zakaj? Tuberkulinum ga ne poznate, pa mislim, da ga bomo enkrat tekom tehle naših nadaljevalnih srečanj spoznali malo bolj natančno, ker je uporabno zdravilo. Tuberkulinum je zdravilo za otroke, ki imajo zelo ponavljajoče se te respiratorne infekte. In ključen simptom tega zdravila je tudi to, da škrtajo zobmi ponoči v spanju. In jaz sem tole deklico že 2-krat, 3-krat videl, ker se pri meni zdravi zaradi kroničnih težav, in sem rekel, ko bo enkrat se škrtanje zobmi pojavilo ponoči, takrat, ker je imela tudi druge simptome za tuberkulinum, predvsem željo po bananah pa po salamah, sem rekel, takrat, če se bo pojavilo eno škrtanje zobmi ponoči, takrat, da je prvo zdravilo, ki ga bom dal, bo tuberkulinum. In za tuberkulinum je značilno tudi izboljšanje na hladnem in en tak sočen kašelj in je nekako pasala zgodba noter. Zato sem ji dal kot prvi predpis tuberkulinum C200.